Mogoče lahko kar začnemo, lepo pozdravljeni v Trubarjevi hiši literature na današnjem pogovoru na temo branja in bralne produkcije, bralne percepcije, razmeri na področju branja med akterji, ki delujemo na tem področju. Pogovor smo naslovili Podoba branja danes. Mnoge od tem bomo danes samo nakazali, ker mogoče ste zasledili, da v tem mesecu poteka nacionalni mesec skupnega branja. Ogromno je bilo pogovorov, posvetovanj, debat na temo branja. Upamo, da smo pravzaprav vsi skupaj prišli do kakšnih novih spoznanj, mogoče tudi učinkovanj. Pa mogoče znam predstaviti najprej sogovorce. Z nami so pisatelj in izdajatelj Tomo Hočar, pa Lenart J. Kučič, publicist, novinar in raziskovalec, Nina Prešeren, knjižna blogerka in profesorica slovenščine, pa doktorica znanosti Polona Vilar. Mogoče bi za začetek izpostavila nekaj iztočnic, ki so me vodile k današnjemu pogovoru, še prej vas pa pozovem k intervencijam, če je kakršnokoli vprašanje, sugestija, ste vabljeni, da se oglasite. Se pravi, zelo na kratko o branju in knjigah, pravzaprav te stvari so bolj kot ne znane. Bralcev knjig je vedno manj, prodaja knjig se zmanjšuje, tudi da eminentne slovenske založbe žal usihajo. Sam proces nastajanja knjige se je tako po eni strani poenostavil, da je knjižna produkcija od nekdaj redkih, izbranih in izredno selekcioniranih, cenzuriranih verjetno vsebin postala tako rekoč nepregledna in tudi po svoje poceni. Tudi proces branja se je od recimo eruditskega premaknil k površnemu, diagonalnemu, beremo sicer verjetno veliko, ampak vprašanje kaj in kako. To je nekaj izhodišč. Sicer bi pa mogoče malo podrobneje vsem predstavlja vsakega od vas. Tomo Hočar, pisatelj, izdajatelj in publicist, začel si davnega leta 1991 z romanom Zmajico. Bil je takrat v tistem času kar nek kulten roman. Bil si radijski voditelj, znan glas Radio Študent, improvizator v Improligi. Pisal si za številne slovenske časopise in revije. V zadnjem času si pa znan kot sodelavec Radia Slovenija, kot avtor radijskih iger in založnik, pravzaprav ustvarjaš avtorske pravljice. To je zelo kratek povzetek. Lenart J. Kučič je publicist, novinar in kolumnist ter raziskovalec. Med področje njegovega zanimanja sodijo spremljanje sprememb na področjih medijske, telekomunikacijske in informacijske industrije. Si poznavalec oziroma podajaš tudi mnogokrat zgodbe o vplivu medijskega lastništva na razmere na področju medijskega komuniciranja in pa mogoče lahko izpostavim še to, da si soustanovitelj neodvisnega kritičnega portala Pod črto. Polona Vilar, doktorica znanosti sem že rekla, profesorica na oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tvoje strokovno področje pa obsega raziskovanje uporabnikov, informacijskih virov, informacijsko pismenost, si avtorica knjig o branju, branju pismenosti, branju kulturi in prestolnica tega omenjenega. Še 3 dni. Ja. Potem ti pa skala pade od srca, ne vem. Mogoče mimogrede, mi se tikamo, ker smo nekako generacija 60-ta, 70-ta, z izjemo Nine, ampak pač poznamo se profesionalno ali kakorkoli, tako da smo se srečevali mogoče
je to pa dogovor za današnji pogovor. In pa Nina, knjižna blogerka, profesorica slovenščine. Svoja dva trajna hobija si združila s prispevki o knjigah na blogu gospodičnaknjiga.si. To sta vrstanje po spletu in branje knjig. Sicer si pa tudi vodja, se mi zdi, ali pa mentorica bralnega krožka na gimnaziji. Šolske bralne značke. Aha, bralne kondicije mlajše generacije se bomo dotaknili. Tako. Mogoče bi za začetek, kar tebe, Tomo, ki se sprehajaš med temi najrazličnejšimi platformami, vprašala, pravzaprav gre za zelo splošno vprašanje, kakšen je tvoj pogled na to, kaj in kako beremo danes, oziroma mogoče še bolj konkretno, ali je branje v krizi? Branje ni v krizi je to, kaj beremo, ne, po mojem. Pri sebi vidim, ne, če imam sklopljen internet, kar je redko, potem berem knjige in takrat dejansko se čutim po branju bogatejšega, imam ideje, zdaj pa tudi jaz kaj napisal, drugače pa imam skozi neke informacije, če neč drugega pa pogledam, a se je kaj spremenil rezultat ali pa karkoli zdaj imamo. Boj pa se ni važno, samo da se nekaj dogaja in dan mine in potem greš spat, naslednji dan pa spet informacije prihajajo. Beremo skozi, ne. Zdaj, mlajša generacija, ki pa skozi na mobitelih, se pravi SMS-i, pa forumi, pa seveda družabna omrežja, pa še več bere, ne. Ampak kaj pa berejo, kaj kdo je do zakosila ali pa kaj kdo naredil. Vprašanje, če je to vredno brati, ne. To je ta problem. Kar jaz recimo vidim rezultate, zdaj smo vsi na platformah, ne. Vsi se ukvarjamo z računalniki. Jaz imam tudi nekaj aktivnih blogov, na katerih razne informacije, sicer v glavnem bolj klasičnih pravljicah ponujam. Ljudje pridejo, vidim po analitiki, pridejo, poiščejo informacijo, vzamejo in grejo. Oni že drvijo naprej. Nekateri pridejo po informacijo, čeprav je članek dolg za recimo 3-4 minute, ampak oni grejo po 5-6 sekundah. Ali niso našli tistega, kar so pričakovali, ali pa so dobili, pa so tako išli. To je zdaj težko oceniti, pa po komentarjih šele vidiš, da si zadev s člankom ali nisem, ampak dejansko ljudje berejo drugače kot včasih. Prej si knjigo moral prebrati od začetka do konca, da si vedel, kaj se je zgodilo, zdaj pa priješ po informacijo, greš naprej, možgani se vrtijo. Mogoče bi se tukaj navezala kar nate, Lenart, in sicer z vprašanjem, kako pravzaprav sama platforma, tehnologija, sam medij vpliva na bralno zmožnost, recimo percepcijo, sploh z vidika pozicije tako imenovanih starih medijev, knjiga, recimo, mogoče še televizija, v kontekstu vpliva spleta lahko deloma sodi. Ja, mene zanima ta preplet, kaj vse vpliva na to, da je neki medij, kar ne samo platforma, ne samo zaslon, ne samo to, ampak cel, če skoraj narcistično, produkcijski proces, kaj pomeni. Kaj je zadnji, kakšne so cene, kakšna distribucija, kaj je tisto, kar ekonomski model podpira, kaj odvrača in zaradi tega, recimo, lahko rečemo, da televizija kot medij po eni strani svobodna, po drugi strani pa vemo, da so, recimo, če bi tole dali na televizijo za 2 ure, ne bi noben gledal, ker je totalno netelevizično. Kaj pomeni netelevizično? Netelevizično ne pomeni točno naša vsebina, kaj se mi pogovarjamo, ampak to, da smo preveč statični, da verjetno preveč dolgo govorimo, kaj pomeni, če bi iz tega naredil prispevek 3 minute na YouTubeu s parimi fleši, parimi glavnimi izjavami tole, bi lahko ta format mnogo bolj prodal, kaj pomeni, več bi imel ogledov, več bi imel delitev, vse te internetne valute bi spodbujali ta format tako nas stisniti v 3 minute ali pa še manj s parimi udarnimi stavki in po možnosti opremčiti s čim, kot pa nas dati v 1 uri pa nekaj na ogled. Recimo, to je sigurno treba pri vsakem mediju upoštevati. Kaj določena, kjer rabe spodbuja, kjer rabe grejo čez in podobno. Zdaj, če gremo še malo nazaj, meni je zanimivo brati kakšne starejše tekste, kjer so razmišljali ljudje o tehnologijah, ampak niso še bili obremenjeni z samimi napravami, kar je danes zelo pogosto, kar pomeni, če danes rečemo
zaslon si predstavljamo ali konkreten telefon, ali konkreten prenosnik, ali konkreten bralnik pa tole. Ampak če pogledamo na 100 let nazaj, ko te naprave še niso obstajale, obstajala je pa imaginacija. V smislu, kaj bi se zgodilo, če bi v to našo kulturo, družbo, način razmišljanja prišel artefakt, izdelek od Marsa, ki bi pa točno to delo, kaj počne danes mobilni telefon, kakšne vpliv bi to bilo. In tam recimo sem imel to domišljijo po pogledu zelo zanimive. Recimo taka lušna knjiga, ki bi malo odgovoril na ta tvoje vprašanje, je Pariz v 20. stoletju. Najmanj znana knjiga Žila Verna, ki jo je napisal takrat nekje sredi 19. stoletja, potem je dal svojemu založniku, založnik je prebral, pa rekel, ne, tega pa ne bomo izdali, zaradi tega, ker bi to pokvarilo ugled Žila Verna, zaradi tega, ker je bilo pa izrazito tehnološko pesimistično. In sama knjiga se nekoliko dogaja o tem, da pač pride Pariz v 20. stoletju, obstaja samo še inženirska pa ekonomska pamet in glavni protagonist tega romana je nekdo, ki se mu je zgodila največja sramota v življenju in to je v šoli je dobil nagrado za najboljšo pesem v latinščini. In se pa seveda ne upa iti domov, pa soočiti s to družinsko sramoto, ki že itak velja za Črnovca. Ampak med drugim imaš noter tudi na kakšen način gre skozi ta Pariz, kaj se mu se dogaja, kako se srečuje s tem, kako je družbeno nekompatibilen. In imaš tak lušen pasus poklici, ki so izginili. In pa tam razlag poleg vojske prezveze, ki se nobenemu ne splača, če sem še inženirje, pa ekonomiste pač s trgovino vse skupaj reči. Pa imaš pa recimo novinarje in medije. Zakaj pa to? Pa prije, da ne pali tistih koncev, ampak glavnem izpostavi to, da prije do take tehnološke inovacije, kar je seveda značilno za Žila Verna, ko bo mogoče izrazito poceni objavljati karkoli. Ne samo v drugih medijih, v drugih knjigah, ampak sam boš lahko to počel. Skratka, predviduje tehnologijo, ki bo neskončno pocenila to, da vsak lahko objavi karkoli in množično distribuira. In v enem naslednjem koraku reče, ja, ampak zakaj pa pol so te poklici izumrli, a ni to nekaj, kar bi spodbudili ta sektor? Je rekel, ne. Zaradi tega, ker na neki točki je bilo tistih, ki so hoteli pisati, pa objavljati mnogo več kot tistih, ki so karkoli prebrali. In morebiti to je ena taka zanimiva točka, ki se lahko danes dogaja, da je ta asimetrija med produkcijo, pa tem, koliko časa, pozornosti in želje, karkoli prebrati tečja, oziroma kot bi rekel Huxley, ni potrebe potem, da prepoveduješ knjige, ker je lahko vse dovoljno, ampak enostavno ni več važno. Zelo zanimiv problem, tudi knjiga, pravzaprav sama za njo nisem vedela, mogoče je med manj znanimi. Ja, ki je bila 90 let bila v sefu. Dejansko so jo najdeli v sefu njihove družinske hiše 90 let potem in je bila pa, mislim, da prvič prevedena v izdana nekje 90 let. Mogoče iz te problematike, ki jo ta knjiga podaja in smo jih danes definitivno priče v neki meri, izhaja ta termin, tvoj termin, se pravi, da ugotavljanje, da danes prevladujejo tako imenovani pozabljivi mediji, zato ker pač je produkcija poceni, ker je tudi vprašanje, kaj izhaja, kakšni so standardi, če sploh obstajajo, ne, pravzaprav vse te stvari se razpršijo in pravzaprav že, če nimajo naslovnika, bralca, je vprašanje dometa in smisla in standardov in tako naprej, no. Se pravi, termin pozabljivi mediji, kam to lahko uvrstimo, me zanima? Ja. Dobro, zdaj tukaj lahko gremo na več. Ta pozabljivi mediji, ne vem, v katerem kontekstu sem ga točno uporabil, ampak mislim, da je tukaj ta vprašanje arhivskosti vsega skupaj, zaradi tega, ker z neki smole. Mogoče sem jaz razumela tako, kot je nakazal Tomo, da se pravzaprav površno tudi pristopa, da je povezano s množico informacij, a ne, množico knjig, množico produkcije, člankov, karkoli. In to samo vpliva na zmožnost percepcije, ki ne more biti več poglobljena in je pozabljiva. Ne vem, to je ena od mojih možnih interpretacij. Ne, se tukaj čistujem s Tomotom, ker lahko rečeš, da smo enormno obveščeni o tem, kaj se je dogajalo zadnjih 24 ur, ampak nimam pa pojma, kaj bo prejšnji teden, kaj šele prej.
Ampak to je pa spet na taka stvar, ko lahko rečemo, da je strukturno. In več, kaj teh kratkih šlajev, manjše je pozorno. Informacije so nepomembne. Ker ni, če si bil preobveščen samo recimo preko televizije, si imel urednika, ki je selekcioniral. To je pomembno, bomo objavili, to ni pomembno, pa če imel neke razloge. Zdaj pa, ker se bomo frendi objavljali, ker si bombardiran, zdaj pa imaš informacije, ki so lahko zelo pomembne, take, ki so lahko pomembne, jih preglasijo. To se dogaja. Mogoče kar skočno date Polona in na vprašanje, kaj pa kaže raziskave o tem, kaj in kako beremo. Mogoče z perspektive različnih generacij? Jaz sem večkrat navezala na to, kar je Lena govoril, pa najprej ne bom tako zelo, bom rekla, z raziskavami. Na mojem področju poznamo eno načelo oziroma zakon, ki ga imenujemo CIFO zakon. Znajo ga seveda tudi na vseh drugih področjih, običajno mu rečemo princip najmanjšega napora. Naprimer v šolstvu ali še kje, pa tudi na fakulteti, tu smo pa primarno. Hočem povedati, da tehnologije, ki jih imamo na voljo danes, ki imajo seveda zelo veliko različnih vidikov, veliko namenov, med drugim tudi obveščevalnega oziroma informativnega, ravno to človekovo delovanje, ki smo mu seveda podvrženi vsi, namreč princip najmanjšega napora je obenem tudi seveda, ali pa vsaj bil je gonilo napredka, kakršnega koli že. Skratka, ravno te tehnologije, po mojem mnenju, to človekovo, če lahko rečem, naravo zelo spodbujajo, v tem primeru žal v napačno smer. Zaradi tega, ker nas naravnost porivajo v okoliščine, ko izbiramo lahkost pred naporom. In za branje, še posebej bolj dolgotrajnih, dolgih stvari, je treba vložiti nekaj napora. Jaz se spomnim, pred leti sem bila med gledalci na eni podobni okrogli mizi, pa si ti uporabil metaforo maratona. Se pravi, če greš ti na maraton, ne boš takoj prvi dan mogel preteči celega maratona, boš mogel to pomalo trenirati, ampak s časoma boš pa moral dolge kose teka skrb spraviti, ker in enako je z branjem. In to seveda kažejo tudi različne raziskave. In potem, ko to združimo s drugim problematičnim pojavom, ki mu mi rečemo informacijska eksplozija, se pravi, ta enormna količina informacij, ki smo jih priča danes, pridemo pa do naslednjega problema, to je pa ta selekcija. Selekcija, ki so jo morda včasih upravljali uredniki, založbe in tako naprej, je danes ravno zaradi takih medijev prepuščena posamezniku. Tukaj pridemo pa do teh kompetenc, ki nam dostikrat manjkajo, ki se dostikrat tudi ne uspejo razviti, med drugim tudi zato, ker se v proces izobraževanja te dobijo za dosti meri prilagoditi. Da bi te kompetence dovolj spodbujal ali razvijal od dovolj ranih normalnih. Da se tudi ta vednovski vidik, ker so se enostavno vstopni stroški, pa pragi toliko znižali. Tako, ja. Ena taka, po eni strani nepovezana, ampak ni nepovezana stvar. En se pravi tak fascinantni esej, ki je vedel, koliko se je v zadnjih 300 letih pocenila ura umetne svetlobe. Seveda, jasno. To je izredno pomembno, zato ker v času Balzaka mu je šlo recimo več kot pol honorarja za sveče. Za svetlobo, tako. In že sem dostop do tega, da si ti lahko ustvaril, je bil zelo omejen. Recimo, tukaj je kupenih takih reči, to lahko pojmeš tako paralelno zgodovino tega, od ekonomske, kar pomeni samo višji srednji razred, meščanstvo, aristokracija, pismenost, izobraženost, ki seveda in vse živo. Tukaj je kupenih takih reči, ki so se zdaj na nek način odpravile. Ja, ali pa postale samoumevne. Ali pa postale samoumevne, pa to vprašanje pa zdaj. Ali pa stali v našem koncu sveta samoumevne, tako bomo preveč. Potem je pa seveda še ta drugi moment, mogoče si se to bolj moje osebno mnenje, danes je branje pogosto osebna izbira. Ob vsej tej množici dražljajev, signalov, tehnologij in tako naprej, ki smo jih pričali, v našem koncu sveta, je dostkrat stvar odločitve, zdaj bom bral, zdaj bom na tablici, zdaj bom telefon vzel v roko, zdaj bom na mail odgovarjal, ne si bom pa vzel čas, pa bom prebral tole knjigo. Določeni od nas to odločitev sprejmemo, določen, predvsej velik, kot kaže raziskave, delež prebivalstva, pa pač te odločitve ne sprejme več, ker
očitno v tem ne vidijo nobenega. Sem to je pomembno vprašanje, ker če danes vprašamo, pri katerih poklicih ali na katerih področjih človeškega delovanja tebi lahko načitanost prinaša ključno konkurenčno prednost, zaradi katerih boš prišel na boljši položaj, imel boljšo plačo in podobno. Recimo, če pogledamo samo to, ne vem, gospod Churchill recimo je dobil Nobelovo nagrado za literaturo. Kdaj je imela Evropa nazadnje vidnega politika, ki bi bil sploh v ožjem izboru za karkoli? Blista. Ja, pa predivni na Instagramu. Ampak je to tudi ne, ni čist hec. Kaj pa če ti to prinaša dosti? Seveda da ti, ne? No, ko smo pri vprašanju kompetenc, branjih kompetenc, mogoče bi se kar obrnila nate, Nina. Prej sem že pravzaprav Polona poprašala, vprašanje je bilo povezano z mlado generacijo, ki je pravzaprav najbolj pod tem, bom rekla, udarom digitalnih medijev, pravzaprav že vprašanje, če jim danes starši berejo slikanice, mogoče kar preidejo na kakšne digitalne vire, CD-je, YouTube kanali in tako naprej, to gibam, ampak... CD-jev nima več. Ne vejo, kaj je zgoščenka, disketa. Tudi ni enot več, po stanovanjih ni več enot za predvajati. Mogoče lahko poveš kakšno svojo izkušnjo, glede na to, da poznaš gimnazice in to publiko. Ravno prejšnji teden sem v 3. letniku, to so 18-letniki, vprašala, 30 jih je v razredu, to ni nek vzorec, ampak sem jih vprašala, da dvignite roke tisti, ki so vam v otroštvu starši brali pravljice, zgodbe. Meni se je zdelo, da bo, ne vem, 90% ljudi pa dvigne roko, zato ker so, ne vem, šolajo se na gimnaziji, verjetno si mislim, odraščajo v nekih družinah, kjer ta neka vrednota branja, pismenosti, izobrazbe je. In presenetljivo, mislim, da vsaj 12 ljudi, recimo od 30 ni dvignilo roke. To pomeni, da so se spogledali in začeli med seboj klepetati, se malce hecati, kaj pred spanjem, branje, ne, nikoli. Mene je to začudilo. Verjetno tudi iz te subjektivne zgodbe, da, ne vem, se mi zdi samo umevno, da ko imaš otroka, da mu bereš, da je to neka lepa, sproščena, združujoča dejavnost, ampak očitno ni, ne? In je to nekaj... Vsaj takrat je to, vsaj, ne? Če že izgleda. Ja. Tako da to. Drugače pa v srednjo šolo prihajajo pri nas, kako jaz to opažam, ljudje, ki so prej v osnovni šoli bili od zunaj zelo spodbujeni za branje, za bralno značko. In kar nekaj je takih, ki pravijo, da je to za branje v prostem času precej motiviralo, ker ta sistem bralne značke, kolikor ga v grobem poznam, je precej formalen in vztraja tam do 9. razreda, čeprav tudi oni opažajo vsip, ne, v višjih razredih, ne. Potem v 1. letniku so zelo začudeni nad vsem tem količino znanja, preverjanj, ocenjevanj znanja, vsega tega in pravijo, da še tisti, ki so prej v prostem času brali, preprosto tega časa pravijo, več nimajo in branje strmo pade in so nekateri, ko so predvsem dekleta, povejo, da so zelo žalostni zaradi tega, da ne najdejo več trenutkov za prosti čas in branje. Veliko se jih usmeri, vsaj na naši šoli, v profesionalni šport, kar je zanimivo, torej izbira nekih prioritet, ne, torej šport, ki je gibanje prej pred nečim drugim. Zadnjič smo imeli tudi srečanje bralnega krožka, letos nas je bilo na prvem srečanju 10, kar je naš rekord, ker to je bralni krožek, ki je tam, 4 prihajajo skozi leto, ampak zdaj pa že to očitno malo raste in punce pravijo, samo leta so, fantje se tu in tam zanimajo in vprašajo, kje se srečujemo in še malo jih spodbodem, da smo tam same punce, ampak ne. Želela sem povedati to, da so rekle, kako so jih v osnovni šoli, tiste, ki so bile bralke, nekateri zafrkavali. In da so jih, če danes odprejo knjigo na kakšni ekskurziji, recimo na potovanju z avtobusom, dolga vožnja, kaj počneš, ne bereš. In vsi so na telefonih, ona, ki odpre knjigo, je piflarka, čudakinja, zakaj se odmika od družbe, ji očitajo, a ne?
Paradoks pa je, da so drugi na telefonih in blazno družabnih. Skratka, to me je presenetilo, no? Neko tako mogoče zavračanje bralca in pa maščevanje celo iz tega, da tam danes bereš, da bi moralo biti sram, da stopaš s tem, ko odpreš knjigo. Tega je res družbeni odnos. Jaz se tega ne spomnim. Mogoče si res dobil že v naših časih neko nalepko, kaj sem pifrarja, ali pa niti ne, se nismo bili niti pozorni na te stvari, vse mislim, da ni bilo to vezano na družabne, na omrežje in lajkanje, potrditve in tako naprej. Bi pa mogoče se prav na tej točki ustavila in poskušala kar vse vas povprašati, kako pa lahko, s kakšnimi aktivnostmi pravzaprav različni akterji, ki delujemo na področju branja, mogoče vse lahko izpostavim kar knjigo, glede na to, da prihajam iz knjižnice, čeprav imam zelo rada tudi elektronsko knjigo, recimo, tudi kakšne vire, ampak vsem mogoče knjiga kot forma lahko omogoča to, da se pravzaprav bralna kompetenca razvije. Kako gledate na to? Se govorimo o mladih? Pravzaprav o mladih, verjetno, ker starejše generacije to možnost poznavanja različnih medijev, recimo, da so imeli ali pa je bila večja, nekoč, kot je danes. Jaz bom mogoče poskusila najprej z enim konkretnim primerom, ker ga imam iz svojih stikov z šolskimi knjižničarji, pa tudi učitelji. Jaz jih dostikrat provociram pravzaprav z vprašanjem, kolikrat vas otroci vidijo brati. Polna usta so nas tega, da je najboljši vzgojni pristop zgled, ne pa beseda. Kolikrat nas otroci vidijo brati? Doma kot starše, v službi kot knjižničarje ali pa učitelje ali pa kogarkoli drugega, ali da slišijo sam govoriti, da je treba brati, oziroma da naj berejo, pa celo kaj naj berejo. Prej smo se recimo pogovarjali, jaz sem recimo iz tiste skupine ljudi, ki imamo od nekdaj težave s tem, da mi je nekdo naročil, da je nekaj treba prebrati. Pa sem zelo rada brala, mojega brata je cela moja mladost zame skrbela, ker sem cele dneve brala, kaj da bo znano. Ampak po naročilu brati, to je meni od nekdaj težko. Tako da hočem povedati, kakšen zgled smo mladim odraslim, kar se tiče branja, pa kar se tiče odnosa do branja. Ta družben odnos pomagamo se oblikovati tudi ali pa zlasti mi, ki smo zdaj že odrasla populacija. Tako da odgovornost za nebranje, te odgovornosti mislim, da ne moramo mladim pripisati. Ampak moramo na zadevo pogledati veliko širše. Potem samo kritično. Ja, tako, pa samo kritično, jasno. Kolikrat so nas videli brati. Potem so pa seveda tukaj taki šaljivi, provokativni pristopi, kjer smo se recimo tudi prej pogovarjali. Kaj, če bi recimo knjižnica vzpostavila zbirko knjig, za katero bi absolutno odsvetovala branje, tele pa niso za prebrati. Vas bo glava bolela, vas bo skrbela, na to mogli spati. Buh ne dej, želodec se vam bo, karkoli skratka, no, kaj bi se zgodilo. Katera knjižnica to že poskusila, ne vemo. Saj jaz ne vem. Zanimiv eksperiment. Tako da jaz tukaj dejansko zmeri poskušam malo bolj samokritično pristopiti k stvari. Je pa dejstvo, da branje danes družbenega ogleda pravzaprav nima, oziroma ima zelo slabega. Če te vidijo brati, se dostikrat zgodi, da imaš, da doživiš nekaj tazga, v smislu, zdaj pa nekaj čas zapravljati, pa pet nekaj pametnega dela. Se sprav, to ni stvar danes. To se spomnim to se je svojega in otroške mladosti in tudi moji starši so tega spomnili iz njihove mladosti. Ampak takrat te izbire, o kateri sem prej govorila, pravzaprav še ni bilo. In smo bili vsi nekako stavljeni pred dejstvo, da je to, ne bi rada rekla edini medij, ampak eden od tistih redkih, ki so bili na voljo. In smo bili nekako prisiljeni se s tem ukvarjati, da smo razvijali svojo branje možnosti. Jaz sem že generacija televizije, ampak tudi ne samo nacionalke, ampak že satelita pa videa. Prvi korak v to smer za kolikor tako. To je v teh mojih formativnih letih je bil to, recimo.
Ja, čas je enkrat na dan, ne? Ja. Če si jo zamudil, pa če si prav. Ja. Zdaj so pa 24 ur skozi, pa na 5-6 programih. Tako. Pa nadaljevanke so bile enkrat na teden. Mislim, vse skupaj se je izrazito spremenilo. Mogoče nam lahko drugi Tomo kot avtor zgodb za najmlajše, če se ne motim, poveš kaj o tem, kakšne zgodbe, če prebirajo otroci, poslušajo, kakšni so odzivi staršev, oziroma kako vidiš ti sam kot avtor in kot založnik to problematiko branja pri mladih generacijah, oziroma poglobljenega branja, mislim, da moram to Če začnemo na začetku, ne, otroci uživajo v knjigah. Tudi majhni otroci sicer radi gledajo risanke, ampak tudi radi vzame slikanico, pa polista, pa malo poliže, pa tako naprej. Mislim, da se potem, ko se začne otrok institucionalizirati, se pravi, ko gre skozi vrtec, pa še posebej potem, ko gre v šolo, se pa izrazito začne odpor proti branju, ker to postane neka prisila, ker se začne siliti otroka z branjem knjig, ki so vzgojne, ki so poučne, ki imajo sporočilo. Pozabi se pa na to, da branje bi moral najbolj biti užitek. Mislim, da je tukaj velika krivda, ki je jaz ne bom rešil, tudi tukaj prisotni ne bomo, krivda celega sistema, ki smo ga zgradili skupaj, vsi smo ga zgradili, in ga tudi podpiramo vsak dan posebej, da enostavno, kot je rekla Nina, zmanjkuje časa, potem pa seveda izbiraš. Ali boš itak, ko že delaš naloge, pa poslušaš predansko naprej, skozi sedel, pa boš zdaj še naprej sedel, ko boš bral, ali boš se vsem športom ukvarjal, da boš vsaj večkrat naredil za telo kot telo. Ker tudi to moramo narediti. To ne bi smel biti te izbire. Mora biti dovolj časa, čas bi moral se naučiti pametno izrabljati, ker ga ne. Lahko povem, tudi sam sem imel izkušnjo učenja v osnovni šoli. 70% časa je šlo za traparije, za to, da se je postavil v vrsto, da sem otroke pelal na kosilo, pa tako naprej. Ne za to, da sem jih učil, pa sem jih učil kemijo, ker so želeli gledati eksperimente, želeli so videti atraktivne stvari, ampak je šlo 70% časa za napačne zadeve. In tudi imamo še vedno kolege, ki so in profesori na faksu, tako naprej. Ogromne statistike, ogromne poročil, ogromne nekih del, nekih komisij in takih zadev. To je delo, ki smo si ga naredili zato, da smo si naredili delo, ne zato, da bi imeli nek učinek. In tukaj je težava, se začne že pri otroku. Otroci zelo težko to ljubezen do branja, ki jo imajo, mislim, praktično vsi, do raziskovanja, do brskanja. Seveda, nekdo ne bo nikoli prerasel doktor romana ali pa neke literature, pogrošne literature. Nekdo pa bo šel naprej raziskovati, bo rekel, tale avtor me pa zanimivo, imate še kaj podobnega, ali pa še kaj tazga, mene pa zanimajo zgodovinske stvari, pa bom zgodovinske zadeve še naprej študiral, tudi postopkovno, ne samo recimo romane o vitezih. Marsikateri otrok tega nikoli ne bo kot odrasel obdržal, ampak vseeno se mi zdi, da celoten sistem, šolski sistem, ki pa traja od 6. leta pa do 24. recimo, skrbi za to, da ja ne bi brali iz užitka. Da beremo zato, ker moramo. Da beremo učbenike, da se trpamo glavo s podatki in da se potem te podatke preverja in se jih objektivno oceni. Mogoče lahko gremo celo širše, mea culpa, govorimo o vseh inštitucijah, ki so vpletene v ta promocijski vidik dobrega, kakovostnega branja, pravzaprav mislim na dejansko vse akterje, ki so udeleženi v tem procesu in so nam določene stvari očitno ušle iz rok, ne samo nam, se pravzaprav Slovenija tudi ni nič kaj posebej specifična. Ampak vendarle, ukvarjali smo se ali številkami, ali s tem, da smo odkljukali določene stvari, v šolah, v knjižnicah, mogoče založbah, kakorkoli že, da smo zapustili mogoče nekim številčnim kriterijem in tako naprej, skratka. Hotela sem se malo vezati še na tole in dodati ta, to zdaj smo govorili bolj o branju za užitek leposlovnem branju. Tudi informativno branje je ena od vrst branja, ki smo jo pravzaprav nekako zapeljali narobe, za moje pojme. Zaradi tega, ker smo
premalo se ukvarjamo s tem, mi, ki smo recimo v izobraževalnih poklicih, ne, da bi se ta vrsta branja nekako predstavlja, ali da bi jo dojeli tisti, ki se učijo, kot uporabno in koristno reč. Res je sicer, da imamo danes veliko več možnosti, da pridemo do informacij in tudi zelo na hitro, kar je včasih sicer fajn, pa koristno, ampak ta velika paleta možnosti se je nekam zgubila. V resnici ni več, v resnici grejo vsi samo še po eni ali pa dveh teh, ko hočejo kaj izvedeti, se kaj naučiti. Pa morda še vidik, mislim, se ga dosti tudi pozablja. Recimo, tukaj se debata dosti podobno, recimo tudi nekaj lahko spremljal zaradi manjših naklad, časopisov in revij in vsega in pol. Tukaj lahko postaviš provokativno vprašanje. Kaj se zgodi, tako že ekonomsko, kaj se zgodi, ko balon poči? Pridemo v krizo, a pridemo v realno stanje. In ena od reči, ki jo treba tukaj tudi upoštevati, je to, da morda to, kar imamo nekoliko za take bralne kazalnike in norme, da je to pač nekaj, kar je bilo norma ali pa, ne vem, stvar 19. 20. stoletja, zdaj pa enostavno ni več, ampak da to ni problem kot tak. Ker recimo, to, kar se prej izpostavlja, kaj pa če vsak ni za to? Zakaj na vseh mogočih drugih področjih nekako sprejemamo, ta je bil za matematiko, ta je bil športnik, ta je bil glasbenik, tole, se eni smo bili zakovni. Se tudi pisati ne zna vsak. Se ljudi črke ni neomejeno do novo. In zdaj je pa tisto vprašanje, kaj bomo pa s temi naredili? A bomo to prodajali kot orodje, a bomo to kot obliko zabava? Mislim, tukaj jaz mislim, da se dosti njih takih reči pol preplete in vsak od teh prispeva en delček odgovora k temu, zakaj absolutno gledano manj ljudi bere. Ampak, a je pa ta, recimo, plast ljudi črke, ki so to pred 100 leti počeli zaradi izbire in želje in tisti, ki to danes počnejo zaradi izbire in želje, pa biti ni toliko razlike, kako razgleda. Je pa res, da verjetno toliko manj ljudi to počne zaradi zabave, zaradi pač vseh drugih razlogov, ki jih povezujemo s branjem. Tudi to je en tak vidik, ki ga niči za zanemati. Tega je tudi dobro vprašanje, koliko pa je recimo v naši populaciji glede na navade, izobrazbeno strukturo, kulturo, ekonomiko, vas pol branjcev. Ne, hočem reči. Prej sploh lahko rečemo, a smo v krizi, nismo. Kaj pomeni branjcev? Ena knjiga na leto, kot nek tak. Uradna formulacija je ena knjiga v 12 mesecih, ki jo oseba prevede po lastni izbiri. Torej šolske knjige, obvezno branje, ne štejejo. A to je že definicija bralca? To je mednarodna definicija za bralne raziskave. Kako je tako, dosti nizak vstopno branje? Kako? Dosti nizak kriterij. Dosti nizak branje. Ja, kljub temu vsako leto število pada. Vsakič, ko se izmeri. Ja, pa mogoče tudi to, ko smo prej začeli, šolsko branje. Dijaki ga dejansko ločijo. Prav rečejo, to je obvezno, to je šolsko, to je fuj in to je branje. A priori fuj. Ja, to je naloga in to moram in prepričani so tudi, da je vse, kar naložimo z učnim načrtom in nam je že nam kot učiteljem siljeno oziroma predlagano, dano, oni velikokrat pozabijo, da je to učni načrt zelo osebno jemljajo naše izbire in mislijo, nimajo pač logično te izkušnje in vedenja, da je profesor nekdo, ki že itak bere učni načrt in potem iz njega nekaj izlušči, običajno v nekem aktivu še svojih sodelavcev, v našem primeru slovenistov. In spet vprašanje, koliko je to domače branje res moja izbira, ki jo dam, kar je že za mene problem. Po drugi strani pa pozabijo, da v vsem tem procesu, pa ko so jim ta domača branja ne samo usiljena, so ocenjevana, se pravi, se preverja nekaj, kaj sem si zapomnil, banalne reči, ker tudi jaz, ki moram sestaviti tak diagnostični test takega branja, jaz ga čez eno leto, ko pridem ponovno v drugi letnik, ne znam svojega testa rešiti in moram besedilo brati še enkrat, ker pač sprašujem neumnosti, kjer se tudi ti kot profesor vprašaš,
katerim ciljem, kaj zdaj, ne? Ampak potem spet udari po tebi, ja, matura, maturitetni eseje, pa nekaj, kjer se bo tako analitično branje po ocenjevanju veščino, znanje, pozornega, globokega branja moraš dati, ne? In s tem se izgublja to, kaj branje v resnici, pa prosto časovno branje je. Sprostitev ne nazadnje, pa ne govorim o knjigah, ki nujno zabavajo, ampak sam proces, da ti uživaš v tem, da spoznavaš nekaj novega, da opaziš jezik, slog, ne glede na vsebino, a je na koncu to čisto depresivna knjiga v resnici, pa si ti v tem užival, ne? In tu se mi zdi, da jim lahko tudi na, recimo, sploh v srednji šoli, ko na to že zelo pozabijo, da jim moramo ves čas vsem tistim, ki so še dojemljivi za to, govoriti o tem, da pogledajte, odraščate, imate izbiro v prostem času in ena od teh izbir, ki vam lahko nekaj daje, knjiga, branje, in a ni nekaj lepega, da si v prostem času lahko izbereš, da je pa res naslov zase. In nihče te ne bo spraševal po vsebini, nihče tega ne bo ocenil. Lahko pa se o tem pogovarjaš, na primer, o branjem krožku, kjer so tvoji somišljeniki, šolski branji znački, da komentiraš z mentorjem o nekih zanimivostih, kako si do knjige prišel, kaj te je navdušilo, kaj boš bral naprej. Se mi zdi, da take spodbude potrebujejo, da niso toliko osamljeni v tej dejavnosti, pa tudi, da jim nekdo reče, wow, bereš, krasno, daj preberi še kaj in pridi in mi povej, kaj si prebral. Ja, pravzaprav se na nek način vrtimo ne samo okrog branja recimo leposlovja, mogoče bil podzavestna poudarek vendarle na branju leposlovja, ki širi področje zmožnosti branja ali pa selekcije različnih besedil, na kakršnekoli mediju že ga poglablja, dodaja barve, pušča prostor za domišljijo, metafizične kvalitete in tako naprej. Recimo, da to ne velja, ni edina pot do tehniki, globin, razvoja osebnosti, ampak vendarle se vedno znova znajdemo na nekem spolskem terenu, kjer ima branje paradoksalno pozicijo. Če ga promoviramo kot na pamet, spet govorimo o knjižnici ali kot mentorstvu, recimo dijakom, mogoče profesorci, študentom. Po drugi strani pa mogoče pozabljamo na bistvo oziroma na to, da bi poiskali neke učinkovite načine, akcije, ki imajo dejansko bistvo in jedro. Zdaj, kateri so tiste pristopi, promocije pozitivnih vrednot branja, ki vi vidite kot možne, kot učinkovite, prihajate iz zelo različnih področij. Recimo, da smo sprejeli branje knjig kot vrednoto, ki prinaša pozitivne učinke. Mislim, jaz pa tukaj samo iz take zelo osebne in spravljene brezmanstvene izkušnje izhajam. To je, na kakšen način po spletu okoliščin sem za en določen, dosti specifičen del populacije dejansko postal en vir branjenih nasvetov. Kar pomeni, da je v geekovsko tehniki po taki skupnosti, sem že kar večkrat navajen, da tudi profesori, kar študente v bistvu forwardirajo k meni v smislu a imaš ti slučajno kakšne ideje, kaj naj bi ta človek prebral na to pa to temo. Ali recimo tudi, ki se pogovarjamo o vseh teh mogočih, ki sem pridobil status človeka, ki je pač očitno dosti prebral in ki je hkrati že kurator in ki hkrati lahko včasih tudi že kakšno knjigo predlaga, ko jo boš šel pol, ne vem, par deset do par 100 ljudi prebrati, sem zaradi tega, ker res rečem, da je cool. Ne rečem, da nam ta status ustreza, mislim, to je res slučajno ratal vse, ampak sem pa videl, da ko si ti v enem takem stiku ali pa soočenju, je res ogromno vreden, če ti te reči počneš z zgledom. Kar pomeni, če imam jaz nekaj, pa da se zdi kot pametnega povedati in da hkrati povem, kje si to dobil, kje se to da še poglobiti, pa kaj obstaja precejšnja verjetnost, da se zgodi dvoje. Ali da bo šel še kdo to prebrati, ali pa vsaj, da bo tukaj videl en smisel v temu, da je nekdo drug to prebral.
Kar pomeni, če jaz določene svoje stvari, ki jih razlagam, ampak ki jih delam tudi v recimo delavnicah, da lahko podkrepim tudi z literaturo, ampak tega ne počnem prigarsko v smislu tega, ja. Zdaj, če pa niste prebrali takega spiska, se pa nimamo kaj pogovarjati, oziroma to je te domače nalogo, pa ste pa vredni poviščene debate na to temo, ampak če čisto nevsiljivo poveš, mislim, jaz te stvari pač vem tudi zaradi tega, ker sem jih nekje prebral, se mi zdi, da s takimi mikrodejanji tudi daješ eno težo po smislu temu, kar pomeni, da jasno poveš, da tudi to, da ene stvari veš, da ene stvari lahko poveš, da je zdaj stvari to, in da tudi jasno poveš iz tega črta, da je to nekaj čist drugega, da je to nekako, da je del tvoje čisto osebne kredibilnosti poveš. Na podoben način, ker to pižami lav. Mogoče ne rabimo Ker je pač tok. Vedno zelo megalomanski, ker tukaj so cilji pogosto lahko neuresničeni, ampak lahko tudi na mikroravni se marsikaj pravzaprav naredi. In smo čisto spontano prišli do tebe, Nina, in do nekih novih oblik vplivov na bralni okus oziroma bralnih namigov, ki jih pravzaprav ti kot knjižna blogerka redno objavljaš že 10 let. Skoraj, ja. Torej, moje prvo vprašanje je bilo, kako lahko danes vplivamo na to, da je branje bolj pozitivno sprejeto, na kakšne načine akterji? Ja, kakor ste že vsi v resnici povedali, po mojem zgledom, po drugi strani pa na spletu, če se osredotočim zgolj na te, recimo, družbene omrežja in vse ostalo. Eno je trg, ki če boste zdaj, če pozorno spremljate te stvari, želi branje in bralno kulturo velikokrat vsiliti, predlagati v neke sodelovalne objave tistim, ki so znani obrazi, pa mogoče ne bralci, ali pa sploh niso znani obrazi ali neke avtoritete, temveč so tisto, čemu danes rečemo influencerji oziroma vplivneži, ki imajo sicer, ne vem, 65,000 sledilcev, niti ene fotografije, knjige do tistega trenutka. Zdaj so pa naenkrat ambasadorji neke založbe oziroma branja, imajo lično knjižno poličko za otroke, ki jo ustrezno hashtagajo in zdaj oni promovirajo branje. In tu se vprašam, v redu, fino, je promocija branja, s to vrednoto smo zdaj vsi tukaj in lepo, ampak kakva je vsebina tega, plus komu se zdaj to lansira? Ti ljudje, ki sledijo tem ljudem, ki ne sledijo zato, ker so oni bralci, oni so zdaj k temu obdobju ta mesec pač ambasadorji branja. Kliki so, všečki so, delitve so, ampak jaz ne vem, koliko je zdaj tu ljudi, ki zaradi teh ljudi, ki promovirajo, potem res svojim otrokom berejo oziroma naslednjič, ne vem, ne berejo avta, ampak berejo neko visoko literaturo ali nekaj, ali pa postanejo kupci knjig zaradi tega. In tu se mi zdi, da je krivda in na založbah, na celem tem trgu, ki pač deluje, kakor deluje in gre vse samo v te številke in v neko opaženost, manj pa v vsebino. In tu, kot recimo, 10 let bloganja, neka premišljena struktura spletne strani za neko tudi premišljeno vsebino glede tega, na kak način, to je pa drugi dejavnik, kako sploh komunicirati s temi svojimi bralci, ker za svoje bralce pa sem prepričana, da to so ljudje, ki meni svetujejo, kaj naj berem. Jaz njim, ki si izmenjujemo ves čas neke žive vtise o tem, kaj je kdo prebral, kaj bi še in smo frustrirani, ker je vsega toliko in nimamo časa in blablabla, ampak želim povedati, da je tudi tu treba najti neko komunikacijo s temi ljudmi. Tudi če so bralci, kdo bo bral, roko na srce, mene zelo zanimajo knjige, ampak preberem tisto, kar je v ruki, ker je kratko. Preberem, kar je na naslovnici, mislim, na platnici zadaj v knjigi in potem poslušam ljudi, ki so to knjigo prebrali in na nek zelo izviren, oseben način povejo, kaj je v tej knjigi in potem grem v knjižnico oziroma knjigarno in jo preberem. Se pravi, da premislim, da kdo in hkrati kako. In to, čemu se res izogibam, je te suhoparne obnove in teme in iskanje ne vem česa v knjigi. Bolj, kakšna je bila tvoja izkušnja, kako si zdaj to bral, zakaj si se odločil za to knjigo, kje si jo našel, kdo ti jo je priporočil,
Mogoče tudi določiti, kar je lahko sicer problem, potencialnega bralca nekih knjigi. Se pravi, da jaz ko berem že razmišljam, wow, to je pa res za ono Alenko, to pa moram povedati, da sem zdaj prebrala nekaj takega, ker vidiš včasih v knjigah, komu so namenjene, komu bi lahko glede tudi na njegovo življenjsko situacijo nekaj dale, poklice, nimanje in vse ostalo. Niste v srednji šoli, recimo domače branje, če se te na to vrnem, ne? Kaj pa jaz vem, da si to prebere? Niti ni moj cilj, ali naj to berem. Imajo dijaški pikaneti, imajo obnove. Kakšen smisel ima sploh stati za vratom in jaz kot profesor to preverjati in ocenjevati? Lahko pa mogoče vseeno s nekim pristopom dvigneš zanimanje za ono, kar si oni mislijo, o Pregel, Matkova, Tina. Zakaj bi to bral? In mu daš neke ključne besede, danes bi temu rekli hashtagi, ampak ne vem, Matkova, Tina, visoko noseča, gre, daj poglej na Google Mapsu, odkot ta ženska Roma do Tolmina, oziroma iz Tolmina, kam že gre v Gorico, ne? In potem tam skoraj klone. In zakaj gre tja? Ker je zaljubljena. Zaljubljeni ste tudi vi pri 17-18, da bi šli za nekoga tako in obglavijo ga Bogega Janeza. Mogoče se bo nekomu zdelo, če zdaj pa popreproščamo neko visoko literaturo, ampak le nekaj jim moraš dati, da bi te ljudi sploh pritegnil v to vsebino in jim osmislil ta začetek branja, ki je že lahko za marsikoga naporen in si ne bo vzel časa. Ja, vsi strinjamo, da mogoče te poti so najpomembnejše, kako pravzaprav približati knjigo in izbrati knjigo, ki je primerna določenemu bralcu, kako jo pravzaprav tudi promovirati. Zdaj, jaz ne vem, osebno spremljam nekaj knjižnih blogov, kakšna je recimo vplivnost zapisov na teh blogih, ki se posvečajo literaturi, na branje knjig, recimo v Sloveniji, v primerjavi s tujino, ki verjetno to situacijo malo bolj poznaš, pa vem, da v tujini pač ta vplivnost je nekako precej večja, se mi zdi, kot pri nas. Po eni strani, ne vem, težko je primerjati s Slovenijo, s tujino, že ne nazadnje trgi so večji, bralcev je več, populacija sama, ampak pa tudi kako bi merili ta vpliv, ne? Jaz ga svojo statistiko bloga lahko merim samo obiske, klike, ne moram preveriti, kaj ljudi dejansko potem preberejo. Meni pač ta neka komunikacija z ljudmi, ki teče na več kanalih, daje vedeti, da ja, obstajajo ljudje, ki so ravno zaradi moje spletne strani našli kako knjigo, s katero so zadovoljni in se kdaj vrnejo in kaj preberejo. Tako imam tudi priporočilne sezname za branje otrokom. 3 sezname, torej od začetka 6. leta. To je dobro klikano, je brezplačno in ljudje si želijo, sprašujejo, kdaj bom pripravila še kaj za osnovno šolo in tako naprej. Skratka, neko zanimanje je. Ja. Mogoče obstaja kakšne raziskave na to temo? Vplivnost posameznih akterjev, ki delujemo na tem področju, ampak ostanemo kar pri knjigi mogoče, ne? Ja, mislim, obstajajo, ne? Ampak v veliko teh raziskavah se pojavljajo podobni problemi, kot je bil recimo zdaj omenjen, ne? Mi recimo lahko merimo, preštejemo, koliko so si ljudje knjig izposodili iz knjižnice. Nikakor pa ne moramo vedeti, da so jih zares prebrali, ne? Celo za elektronske knjige mi lahko vemo, koliko so jih na bralniku odprli, ne moramo pa spremljati dokot, ali pa do kjere strani. Amazon ve. Amazon ve, dobro, okej. Ampak mi v raziskavah pa tega podatka recimo do zdaj še nismo uspeli pridobiti. Mogoče me bo kolega Blatnik zdaj malo demontiral, mogoče pa vi imate kakšne te podatke. Konkretno na to vprašanje, ki je bilo zastavljeno, sicer obstajali določen odgovor, sem bi moral malo krog do njega priti, zdaj, če mi date 2 minuti, mogoče da pridemo konkretno sem. Zdaj, vi ste vse zelo fajn povedali, se z vsem bomo strinjati, ampak vse ne treba dati to nek kontekst. Zdaj, nekaj malo zgledali, Lenart je rekel, vse je bilo zmeri, se je malo brali, pa tako naprej, pa so bili čudaki, ki niso brali. To morda drži, ampak točno raziskava knjige bralci kaže, da število bralcev upada in to ne samo v tem področju, ki smo ga prej definirali, človek, ki prebere eno knjigo na leto po lastni izbiri, ampak zlasti med
ti bralci, ki berejo veliko knjig. To pa ekspresno upada. Zdaj, recimo, alarmanten podatek, pa prejšnji raziskavi iz leta 2014 je bil, da obstaja zelo velik krog ljudi s končano visoko šolo, ki ne preberejo niti ene knjige letno po svoji izbiri. Zakaj ne? Deloma tudi zato, ker si ti rekel, ker to ne povečuje v bistvu razvidno ne povečuje družbene kompetence, to bomo rekli. Mi se vsi strinjamo, najbrž ni človeka zdaj, ki bi rekel, da to, če se ukvarjaš športom, da slabo vpliva na tvoje zdravje. Vsi imamo slabo vest, ker se premalo s tem ukvarjamo. Zelo malo ljudi bomo našli, ki bo rekli, da slabo vest ne bere. Nekaj šokantna raziskava med predzadnjo in predzadnjo razliko je bila to, razlika med dvema raziskavama je to, da iz 2% ljudi, ki so rekli, da je branje ne zanimajo, to skočili na 29% ljudi. In zdaj, počasno prišel do tizje, kar sem obljubil. Takoj na začetku sem se spomnil, ko ste začeli na Facebooku govoriti o Facebooku, na branju, drugo elektronsko branje. Odlično izjavo, ki je enkrat dal na literaturi, na neki debati Jasmin Fredrik, ki je rekel o Facebooku, rekel, zakaj bi me zanimalo, kaj misli moj sosed, če pa lahko zvem, kaj je mislil Immanuel Kant. Zanimivo je, da za današnji svet je bolj zanimivo, kaj misli sosed kot Immanuel Kant. Zdaj lahko to malo podrobno analiziramo, nekaj to primerjavo nekako razumete. Strokovnost pač ni več neka cenjenost. Tudi mi smo delali raziskavo leta 2011 z PDV-jem Kultura in razgled in še zdaj ne moram preboleti rezultata, da najmanj knjig v Sloveniji kupijo in preberejo tisti z največjih dohodkov. To se je sicer v kasnejših raziskavah malce drugače pokazalo, ampak definitivno ni treba, da ti veliko bereš, da boš veliko zaslužil, in to je splošno znano. Zato tudi otroci niso tako motivirani za branje in odrasli tudi nismo motivirani za branje, vse beremo, to je statistično popolno potrjeno, vse manj. Zdaj pa, kar se tiče pa te vplivnosti, pa to nekoliko povezano. Namreč, seveda so delane raziskave, kaj najbolj vpliva na to, da nekdo se odloči za branje neke določene knjige. Najbolj vpliva priporočila prijateljev in znancev, sem podijo tudi prijatelji in znanci, ki objavljajo na spletu, ampak še pred 20 leti ni bilo tako za Slovenijo, ne moramo reči, ampak prav, ker sem prebral knjigo nekega pomembnega angleškega knjigarja, takrat je bil največji vpliv recenzije. Takrat je bil največji vpliv strokovnega mnenja. Zdaj strokovno mnenje ne dosega niti 1%. Tukaj pa je še dodal, tako jaz opažam, starejši ljudje še dajo veliko na recencije iz dela. Tako je. Starejši ljudje in večinski bralci, če presekam sprav, veliki bralci, tako ki preberejo več kot 10 letov, to so že intenzivni bralci. Tako da medtem ko strokovnost je zdaj tudi tu, kot še marsikje drugje, nekaj, kar vse je to v bistvu ne rado. To je splošno družbeni problem, zato pa, da zaključim tam, kjer si že ti rekel, zato pa imamo takšne predsednike držav, ne samo v Sloveniji, kako še imamo. Jaz se tukaj par navezal mislim, ker glih moje 10-letno del na sobotni prilogi je krasno ta trend pokazal od tega, da je verjetno to, če je nekdo na 2 straneh opisal kakšno stvar na sobotni prilogi, je verjetno tudi opazno dvignil prodajo določenega naslova. Menda, mislim, ne vem, če je to bilo, ampak nekako je bila tako prepričani, da je to res velanka. In če je nekdo dosti pogledan na taki publikaciji izpostavil določeno knjigo fenomena avtorja, se je to dejansko poznalo tudi na prodaji, ne seveda v ogromni številni veliki, ampak se je poznalo na prodaji. Pa druga stvar, ki je pa tudi hecno, je pa to, če bi jaz dobil 1 evro, vsakič, ko mi kdo pride s kakšno krasno idejo, da je bilo fajn ustanoviti kakšen tak dober medij s kakovostnimi vsebinami, bi bil zdaj že v 6-mesnih številkah počas, ampak kako pa enkrat pride do prakse, pa tudi tista populacija, za katero si trdno prepričan, da delaš, v bistvu tega ni pripravljeno podpreti. Ker recimo, če naredimo tak čist preprost miselni eksperiment, recimo, če samo vzamemo mi naše kroge, bi si mislil, da dobiti 1000 ljudi, ki bi dali 50 evrov na leto za eno totalno dobro literarno revijo, kjer bi dal donske pač tisk, pa distribucija, pa tole pocen, recimo tako na ravni Evil Magazine, da imaš ti dejansko honorarje, da imaš ti zaposlenega samojega urednika, ki je res dober kurator, 2 močna lektorja, redaktorja, ki sta sposobna te tekste lepo urediti, vse ostalo pa daš v razkošne honorarje. In to daš za celi regiji, ker recimo oba veva, da če bi ti ponudil, ne vem, od 500 do 1000 za esej ali pa kakšen tak
mislim, imaš ti 10 držav v okolici in vsi top avtorji in publicisti bi za 500 evrov šli za te delati. In bi bil pol počas hkrat na tem, da že priješ v tisto, kar se včasih tudi malo hecam, da kakšna je dilema urednika Sobotne priloge, koliko napoln številko do Sobote, kakšen je problem urednika New Yorkerja, kaj od vsega, kar dobim, da v številko za Soboto. Na ta način bi lahko prišel do tega obrata, da bi prišel končno enkrat v uredniško pozicijo, kjer bi ti, ker bi te glava bolela od preobilja vseh tistih dobrih tekstov, ki jih moraš objaviti. In 1000 ljudi po 50 evrov za eno leto ti da 50 000, spet pa vsi vemo, koliko honorarjev ti lahko narediš za 50 000, kaj vse. Ampak zakaj pravi v Sloveniji do zdaj ni še enemu uspel zbrati 1000 ljudi, ki bi dali 50 evrov za karkoli tazga. Pa če vzamemo vse visoko izobražene, pa vse bralce, pa vse tiste, ki smo pisali, pa vse knjižničare, pa vse profokse, pa vse ne vem koga, ki jih je par 10 000 v Sloveniji, ne gre. In tudi to je eden od tistih problemov, da ko enkrat, mislim, ki gremo iz tiste deklarativne, kaj bi bilo fajn do tega, da pa podpreš kakšen konkreten projekt in da ti je jasno, da to rabi par let, da se vzpostavi, da dobijo ugled, da se vse, do tega pa ne pride. In tudi to je sigurno en tak problem. In recimo, smo šli delati te naše podcaste bralne, par kolegov za hec, ki smo prav tako rekli, da malo sprovamo ta žanr in nas je pol vse odnesel, da je ta stvar imela tam od 1000, mislim, čez 1000 in več poslušanj, kar je prašte asal, pa kogarkoli, tako zelo visoka številka. Ampak enostavno nismo imeli nobenega sogovornika na nobeni strani, ki bi vedel, kaj s tem početi. Ker ena taka moja uredniška odločitev je bila, kaj je glavni problem večine tovrstne produkcije pri nas, da odraža založniške programe slovenskih založb. Sicer v redu, mislim, ali odraža pač učni načrt ali pa slovenske založbe. Super krasno, nič narobe, veliko je dobrega, ampak svet je velik, ki je tukaj prostor za osebne okuse, ki je tukaj prostor za stvari, ki se danes po svetu o njih pogovarja. V slovenščino bojo pobrebiti prevedeni, ko bo jak pač odobril zadeve, pa bo šlo skozi čez par let, ne vem kaj. Mislim, kupenih takih reči je, ki so tudi del tega problema. In takih entuziastičnih problemov, ker vejo, da potrebujejo nekaj časa, da se vzpostavijo, ker dejansko gradijo ta pravo skupnost, ne pa samo kupljene lajke ali pa vse ostale internetne valute. Ideja, kako bi bilo to fajn imeti, jih je poln deklarativnih, dejanske podpore takim projektom, je pa v praksi izredno. In tukaj dostakrat prije čisto naravne in zelo banalne te individualne odgovornosti, ki na podoben način, ker se dohremo, ne vem, koliko knjig ste prebrali v zadnjem času, pa kot vprašam, koliko neodvisnih in zanimivih medijskih projektov ste pa v zadnjih parih letih dejansko podprli. No, zraven je pa recimo, zdaj razmišljam o tem, odkar sem slišala za tisto, ko so jim starši brali, sem pomislila na to, da je včasih tudi problem na strani nas, ki načrtujemo te kampanje, pa ukrepe, pa za spodbujanje branja. Mislim, da se včasih tudi mi nahajamo v enem svojem mehurčku. Podobno, ko si recimo ti mislila, da so večini starši brali, kar mi tako imamo ene predpostavke od tistih, katere naslavljamo. Podobno velja tudi za mnogo drugih takih in drugačnih kampanj. V resnici se je treba vprašati, koga naslavljaš, pa seveda kaj bi rad dosegla. To so zdaj etapni cilji, da moš jih počas, pa dvigval, a bomo najprej začeli ljudi spet prepričevati, da je fajn imeti kakšno knjigo doma. Mislim, ker pač eden od dejavnikov spodbujanja zlasti zgodnje pismenosti je izpostavljenost bralnemu gradivu, roka gor tisti, ki imamo še tiste klasične dnevne sobe, ker je imela knjižno omaro pa televizija. Kot vidite, jaz tudi nisem dala roke gor. Ok, dobro, ti si izjema, 2-3 izjemi, evo. Govorim, od kakšna je sodobna dnevna soba, v primerjavi so dnevna soba recimo z 80 let. Izpostavljeno v bralnem gradivu, odrasli, ki sam bere, ki je bralni zgled, pa seveda, da se otrokom bere. Kaj od tega se še dogaja, kje bi začeli, če se v takih ciljih pogovarjamo, kot vidite, spet govorimo o odraslih, ne o tem, da je otroku treba. Pa še nekaj sem se spomnila, pred leti mi je ena šolska knjižničarka rekla, osnovna šola, ker namreč v tretji triadi branje upade, pa bralna značka več jo napove in tako naprej, rekla, da resnici res, da oni ne berejo. Oni samo ne govorijo o tem, kar berejo. Ni problem v tem, da ne pobrala, da jih nič ne zanima, kar mi zelo radi, ko vprašajo, vse jih nič ne zanima. Ja, ne zanimajo jih nezanimive stvari.
kampanjo. Kako ga naslavljamo in kaj hočemo doseči. Pa kdaj? Mogoče, če malo povežem spet oba, ne biti to in tudi inštitucijo, v kateri delam, ne biti to deklarativni, mogoče večkrat bolj fokusirani in vsebinski, ker recimo pri projektu, ki ga jaz vodim, to je Mesto Vere, poteka že 8 sezon, lahko pravzaprav vidno, sicer namenjeni odraslima, imamo recimo eno slabo desetino mladih, tam do 25 let, večina je pa, oziroma povprečje bom rekla, je pa tam nekje med 45 in 50 let. Niti niso upokojenci najbolj zastopana skupina, ker bi mogoče na prvi pogled lahko ugibal. Hotela sem pa reči, da med njimi zaznamo več skupin, na katerem je zelo pomembno branje kot vrednota, da sodelujejo pri projektu, da berejo, da so zraven del nekega socialnega okolja, ki to pripoznava. Velik del pravzaprav sodelujejo v projektu zato, ker podeljujemo nagrade, ki so sicer skromne, ampak konkretne, pridejo prav. Tako da tukaj imamo neko paradoksalno situacijo in dve različni ciljni publiki, ki jim sledimo oziroma ki jih vabimo v sodelovanju. Zdaj, mogoče bo čas v prihodnje tudi podal kakšen odgovor več, ampak prihajamo tudi do nekega limita številčnega, teh bralcev ni prav zelo velika, ne? Čeprav mislim, da recimo, da rečem, da jih imamo 400 na letni ravni, ampak to je to, mogoče nek limit, ki smo ga dosegli s obema tema skupinama. Članstvo v knjižnici. Pravzaprav še nekaj. Je neka skupina, kar kaže statistike iz posoje, ki si knjige iz naših seznamov v tisti sezoni, ko so na seznamu konkretne sezone Mesta Vere izposoja, in ne sodeluje po projektu, ker ne želi mogoče nekaj tazga, kot si prej Polona omenila, pač ne rabi te neke potrditve, sodelovanja, zunanjega in tako naprej. Ampak mogoče, če strnemo, se ne vem, ne rečem optimistično ali pesimistično, v naravi smo verjetno optimisti, po družbi žal, tudi kar se tiče branja, ne prav veliki optimisti, ne vem, vas lahko vprašam, kako napovedujete prihodnost branju, pa ne branju, kako, ampak recimo branju knjig ali pa malo bolj poglobljenemu branju, glede na vse to, kar smo pravzaprav danes povedali. Kako jo vidite čez 10, 15, 20 let, leta 2040, recimo? Ja, če se vprašamo, kaj so današnje družbene vrednote, vrednota, ki danes že parkrat omenjena, se bojim, da ta hit branje ne kotira zelo visoko. Zdaj, v preteklosti mislim, da je kotiralo više, nikoli pa seveda ni bilo strašno visoko. Vedno je bilo to nekako bolj za elite rezervirana aktivnost, če lahko, tisti, ki so si lahko čas vzeli in tako naprej, ki so imeli očitno svoje ostale potrebe drugače pokrite, dovolj denarja, dovolj drugih reči, da so lahko počeli. Jaz kljub temu, da po naravi sem optimistka, ne vem, če smo lahko toliko zelo optimistični glede tega, kaj se bo z branjem zgodilo. Res pa je. Ne tudi iz publike? Ja. Ne, jaz sem hodil sam potlažiti, ker sem prej pozabil, med številnimi stvarmi, ki sem jih rekel omeniti, da Slovenija ima sicer, ker ste rekli, se je po celem svetu tako Slovenija, zdaj delamo analizo raziskavo, ki ne bralci 6, in dr. Kovač je seveda pokazal, kako zelo slabše je v Sloveniji kot na Norveškem. In še ena naša kolegica je pokazala, kako zelo slabše je v Sloveniji kot v Ameriki. Jaz pa seveda se malo družim s kolegi iz južnoslovanskih držav, je tudi pri njih tako slabo kot pri nas. Morda skobi samo faza v turbokapitalističnem protibralskem razvoju, če rečem zdaj tle militantno. Se bo s časom, ko se bo ta razvoj upehal, bo tudi branje spet dobilo vrednost in težo. Pa sem uspel nekaj optimističnega povedati. To se strinjam. Hotela sem se sama še na te definicije bralcev pa tako navezati. To je zelo povezan,
kako mi definiramo branje pa bralca. Zdaj, če smo prišli do tega, da je bralec nekdo, eno knjigo po svoji izbiri, je to lahko tudi za svoj poklic? Ne, po svoji izbiri, to je definicija. Ona ni prišla, ona ti jo zna na pamet, da bi ona lahko povedala. No, ampak hočem povedati, to je zelo odvisno tudi od nas, ki se s tem ukvarjamo. Če zdaj mi mislimo, da je fajn, da nekdo prebere, oziroma da je bralec, ko prebere eno knjigo na let, potem ne vem, če sami pomagamo k temu, da bi se ta trend obrnil. To smo mi naredili zato, da pač vsaj še 1% lahko prikažemo, ne? Če bi obdržali definicijo bralca, kot je bila pri kakšnih predhodnih raziskavah, po vsej verjetnosti bi bile številke bolj alarmantne, kot so ne bi bila. Slovenska je skozi ta definicija, tudi mednarodne imajo to definicijo, je pa zbiri to polemika, ker to tudi jaz vidim, kadarkoli nekaj objavim, recimo na Facebooku, tako da bi šel, to niso nobeni bralci, vsaj XY klik na leto, ker vsak sodi svoje perspektive. Ja, seveda, ne. No, da zaključim v tem duhu, ker se ni tako hodila to narediti, jaz tudi mislim, da je to faza. Kaj bo naslednja faza, ne upam niti predvidevati, ampak tudi mislim, da je to faza. Tomo? Ja, mogoče res, če smo pri fazah, Jaz sem se spomnil na kolega, ki je več let podpiral štipendije, plačeval dekletam v Kambodži. Tam je problem šolanja, se pravi, tam je branje privilegij, še posebej med ženskim spolom. In recimo, mi smo zdaj v fazi, tam recimo bereš zato, ker bi rad dobil neko znanje, ker bi ti to pomagalo, mi pa ne beremo, ker nam ni treba več, ker smo že dosegli nek status, ker lahko si privoščimo pa dober mobitel, pa dober televizor, pa tako naprej. Mogoče res faza, pa seveda bo spet nekem trenutku prišlo do tega, si pa lahko privoščim izklopiti mobitel, čeprav ga imam, lejte ga, ali pa tako, kot bi lahko rekle članice krožka, jaz pa berem zato, ko imam prazno baterijo, zato, ker sem porabila vse že, ker sem že toliko lajkov dala, da zdaj bom pa knjigo vzela. Mogoče bomo pa prišli do tega. Tako da jaz sem optimist in verjamem, da branje bo ostalo, mogoče se bodo procenti še zmanjševali, ampak nikoli ne bo stvar pokvarila, pa to, da imamo na voljo možnost in branja v elektronski obliki in poslušanja, medtem ko jaz veliko hodim, da lahko poslušam knjige po telefonu oziroma po pametnem telefonu, nekaj pogosto se pametnejši od mene, ampak lahko jih poslušam, to je ena stvar, ki tudi pride zraven. Ni pa to seveda statistično zabeleženo, kot izpisujejo v knjižnici, ampak vendarle to je nekaj dobrega, se mi zdi, za poslušalce knjige. Lenart, pa ti, kako bi pravzaprav zaključil? Doma smo vsi s temi fazami. Današnji pogovor. Doma sem pomislil, če vem, da je nalušno knjigo, spet. Thomas Standage, on je tak zgodovinar medijske tehnologije in v enem delu. Knjiga je pa družabni mediji prvih 2000 let, ki gre praktično od grafitov na zidovih Pompejev, ki so jih odkopali do tega, na kakšen način je bil Luther, verjetno do prvih vijalnih blogerjev in še kaj. Ampak eno stvari, ki jih on pokaže, je pa to, da takrat, seveda je težko čisto natačnih številk narediti, ampak da je na tedanjem predelu tedanje Nemčije, ki jo je zajela ta reformacijska bitka, se je neznansko povečala raven pismenosti. Ko so poceni piratski tiskali na veliko tiskali te verske pamflete, Lutra, Portumu, Papežu, Portumu, Teologu, pa se je več 10% ljudi takrat v tistem obdobju naučili brati, zaradi tega, da je lahko bilo del tega in to spremljati. Ena anekdota, ki sem jo slučajno zadnjič v enem antikvariatu slišal in je spravil nepreverjena, je pa to, da so v teh bukvarnah ugotovili, da je v zadnjih letih neznansko narasla povpraševanje po vseh, kar je bilo kdajkoli v slovenščino preveden anarhistične, levičarske in podobne literature. Zlasti mlajših študentsko izgledajočih ljudi. Kar je spet okej. In če ti vzameš vse skupaj to, da je bila pa konec koncev knjiga, beseda, tisk in podobno zmerno tako, drugače tudi urodje političnega boja, jaz mislim, da v momentu, ko se bo ljudem zdelo, da pa za delovanje v tej družbi rabijo to, da se bo lahko ta trend zelo radikalno obrnil. Če seveda ne bomo končali v Haslu. Ja, hvala, da si nas na to spomnil. Danes smo vseeno prebrali hiši literature in tudi
Potem z tega vidika imamo lahko neko sporočilo za prihodnost, morda fazo, kakorkoli. Mogoče za zaključek, Nina, še tebe vprašam podobno. Bo branje v prihodnosti neka butična dejavnost za morda elito, za majhen del prebivalstva, ali kako pravzaprav ti to vidiš sama? Ja, v bistvu se, če sklenem tudi to, kar ste še ostali povedali, tisto, kar opažam, morda branje za del ljudi, ki zdaj niso bralci, ostalo pa sploh izhajanje iz družabnih medijev, zato včasih malo preveč izpostavim to, ampak kar tam opažam, da bo branje mogoče tam postalo moderno. Da bo zdaj iz te preteklosti, s čimer smo začeli na začetku, smo govorili o tem, da je vsega preveč, da še na spletu, ne vem, jaz si na Facebooku dnevno shranim po 5 nekih člankov, ki jih mislim prebrati in bolj jih imam čez en teden 50 in kdaj jih bo, bolj jih pač počistim ali pa grem spet z neko sito čez, skratka groza, frustracija, ker ne moreš, ne? In čakaš na nek čas, ko boš imel ta čas in razpoloženje, da boš vse to prebral in tega nikoli potem ni. Če se temu danes reče interpasivnost, pa povedal? Dobro. No, in ko bo del ljudi prepit s tem in preprosto sit, bo šel pa tisti obrat, ne, vase, in bo to seveda moderno pospremljeno, da zdaj pa sem razsvetljen in sem umirjen in ličen, da sem notranji mir, kar ni nujno. Ja. Je spet samo trend, ne? Ampak mislim pa, da branje zdaj še ima en potencial, da bi ravno zaradi tega vpliva in pametnih telefonov in vsega, kar se tule skozi tehnologijo kaže in tem življenjem nekega preboja vplivnežev, da bo v resnici postalo tak modern način sobivanja samim sabo, izkoriščanja svojega prostega časa in nekaj, s čimer se pohvalim, kar ni nujno dobro, ampak ajde, morda se bo pa na ta način pokazalo, da kot več ljudi potrebe za Jaz mislim, da je prišlo z nas Tukaj vidite. upadati. Ja, recimo, ko se vrnemo nazaj k naravi. To bi se znal zgoditi, da bi lahko se upadalo še s kakšnimi drugimi obrati, mogoče tisti, ki povezan z ekologijo oziroma odnosom do okolja, sonaravnega gospodarjenja, vedno več ljudi je, ki se umika iz te dnevne norišnice in tako naprej, a ne. Tako da se lahko zgodi, da bo kakšen trend, ne vem, Greta Thunberg je rabila, koliko je rabila, da je prišla čez Atlantik z ono jadrnico, ko so vsi rekli, da v enem dnevu bi bilo za avionom česa, ne, ona je hotela pač nekaj dokazati s tem, ampak zato rabiš, če ne drugega čas, pa seveda druga sredstva. Se pravi, obrat v razmišljanju, jaz mislim, da se že dogaja, na drugih področjih. Da se dobiš, odstavaš. Jaz bi še eno stvar dodal. Če bi recimo zmanjkali elektrike, bi po mojem se povečalo število ljudi, ki bi prišli v knjižnico si knjige sposoditi, ampak si jih ne bi mogli. Ker gre za elektrike, Ne gre lahko. več. Ja, zanimiva, malo apokaliptična mogoče, ampak mislim. Nam je zadnjič na fakulteti umrl internet za cel dan. Zelo zanimiva izkušnja je bila, moram povedati. Pa je ameriški bolnici. Niso mogli po telefonih klicati upokojene doktorje. Da so, ja. Zato, ker so še z glave vedeli, da so bliže kaj za kaj predpisati. Mogoče še kakšno vprašanje iz publike za naše sogovornike, ali pa kakšna replika, opaska, kakoli. Sicer se vam pa jaz zahvaljujem. V bistvu smo na nek način samo načeli nekaj vprašanj, ki so povezane z branjem, ki ga imamo radi in ki nas očitno tudi skrbi. Lahko smo zmerno optimistični, če pogledam na našo članico današnje zasedbe in čakamo na čas, ko bo branje postalo moderno, s nekimi pridržki, ampak vendarle lahko ostanemo nekje tukaj in nadaljujemo debato mogoče v kakšni drugi priložnosti. Hvala vam vsem. Hvala.